Pozdravljeni, dragi prijatelji, sledilci, ljubitelji ezoterike, duhovnosti in seveda mojih specialitet, uvid, prognozo v prihodnost. Danes vam bom naredila en venček, najpomembnejše, najbolj odskočna deska v letu 2025 in to je čas med februarjem in junijem letos. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, 3-letni program imam študija akaških zapisov, uspešno opravljam osebne regresoterapije, ljudi peljem v progresijo v hipnotičnem stanju. Na Celjskem sejmu bom izvajala tudi hiromantiko, usodo iz dlani. V glavnem spremljajte me v brezplačnih e-novicah, na katere se naročite na moji spletni strani omgarden.si in kontaktirajte me za to, kar vam srce govori. Prva stvar je pa branje dušnega zapisa. Danes bom naredila en venček, sem rekla en povzetek, kajti v mnogih revijah konec leta 24 in v začetku leta 25 sem opisala, kaj bo, kako bo in ker ste polni nekih informacij, lejte, zato vam naredim ta povzetek. V reviji, ki je še vedno, če me gledate zdajle v februarju, mogoče še par dni v marcu bo na razprodajo, v ponudbi za prodajo, mogoče ne. Revija Dobra karma, horoskop, zima 24-25. In v tej reviji opisujem po mojem uvidu, evo to je slika, tudi ki smo jo s pomočjo umetne inteligence naredili, da je leto 25 most med preteklostjo in prihodnostjo. Kaj to pomeni? Če si v preteklosti dobro zastavil svoje cilje, potem je ta tvoj prehod enostaven. Če pa nosiš veliko karmičnih bremen od preteklosti v tem življenju in mogoče še več nazaj, potem pa bo ta prehod težak. Bolj, ko imaš bremen, bolj bo težko. Približno tako, ko več, ko imaš v nahrbtniku za nositi sabo, seveda moraš nesti tisto, kar je pomembno. Bolj bo, če pa nosiš nepomembne stvari, se pravi travmatične dele osebnosti, potem pa lahko računaš na večje izzive. Slovim potem, da sem realistična. Nikomur ne obljubljam, da bo vse dobro. Najboljše je, da si iskren sam s sabo. Zanimivo, recimo, združitev dveh goric, kulturna prestolnica, je uporabila podobno sliko kot to in jaz zato nisem vedela in zdajle vam pokažem, kako lepo je sodelovanje dveh držav, dveh goric v eno in kljub nekim spodrsljajem, kljub temu, da so bili neki očitki glede na Mussolinija, mislim, kar me je osebno zelo malo užalostilo, prizadelo in zakaj ne moramo pustiti to mimo? Saj je imel vsak sistem svojega diktatorja, tudi mi smo ga imeli. Takrat je bila vlada enega. In mislim, da ta incident, ki je nastal ob dnevih kulture, kar se dogaja v italijanski in slovenski Gorici, se pravi Goricija pa Nova Gorica, to ne bi smelo zasenčiti vseh teh priprav, ki trajajo več let na ta dogodek. Se pravi, to ni se zdajle v tem letu spomnila ta vlada, to so že več let se je planiralo. Tako da to je prehodno obdobje, ko nekateri grejo z ene smeri, v drugo, eni z druge v to, se pravi, kam greš, kam usmerjaš svojo pot, kam si namenjen, katerim idealom slediš. Leto 25 sem v enem posebnem videu, ki traja 1 uro in pol, opisala tudi kot leto, v katerem naj ostanem ali grem. In ravno to sem že za naslednjih 20 let, ker mene grozno kopira konkurenca. Tako da pazite, da
se učite direkt od mene, ne od unih, ki se učijo iz mojih knjig, ker v knjigah, vam povem iskreno, v knjigah dam nekje manj kot 10% vsega znanja, ne? Zato se z knjig ne da vsega naučiti. Knjige so samo vzorčni, referenčni list za en konkreten študij. V glavnem v tej knjigi Sporočilo z Oriona, kjer so kanalizirana sporočila za svet med letoma 25 in 45, izšla je poleti v letu 24 in takrat sem že napisala Pot do zlate dobe. Zdajle z izvolitvijo Trumpa samo še bolj zagotovo vemo, kajti Elon Musk z njegovimi svojimi izumi in vsi ti mega kolegi vplivneži z tehnološkega sveta, tudi socialnih omrežij, to pač peljejo v tej smeri, tako kot sem pač to opisala. Danes bom govorila v glavnem o dveh skrajnostih med dobrim in zlim, med polarnostjo. Namreč temne duše, negativni element, zgublja svojo moč in vse podkupljene zlobne organizacije, ki se delajo pod krinko lepe, imajo še svoje zadnje brce. Namreč, tako kot vidite v svetu, je to res eno hudo prehodno obdobje, ma ne samo za Slovenijo, tudi za Ameriko kot svetovno velesilo, tudi za države v vojni, kjer se tudi že bliža konec, mimogrede, kako bo potekala vojna v Ukrajini, sem pisala v Misteriju, pol članka sem naredila v novembru, pol pa v decembru. Prihaja čas za umik vase, tole bo novembrski misterij. Tukaj je treba imeti mir. Samo ko si v miru, ti duša pove, prav lahko govori, ker je to nežen šepet, in kako bo z vojno v Ukrajini, ne, in kaj se bo dogajalo, nevarnosti pretijo iz zraka. Namreč negativne duše v letu 25 uporabljajo element zraka za zlorabo. In zrak predstavlja, tako kot element zraka je dobro predstavljen v astrologiji, to so planeti Merkur, ne, ki predstavlja komunikacijo, logistiko, to je pač tehtnica, ki vlada Venera in predstavlja umetnost, estetiko, pravičnost, sodišče je tehtnica. In potem imamo še Urana, ki predstavlja inovacije, izume. Vse to je pač element zrak, ki je na preizkušnji. In zato, da razumete moje delo, zato vam govorim o tej splošni kolektivni karmi Slovenije in sveta v letu 25. In tako, ko sem pisala tlele, sicer nevarnosti so iz zraka, veliko je virusnih bolezni, veliko je dezinformacij, veliko je, bi se reklo, krivic in obtoževanj, krivičnih obtoževanj. Sodišče vemo, kako dela, policaji vemo, kako so, se pravi, kako smo imeli šefa policije, ki ni bil legalen, pa je bil odstavljen, koliko korupcije je v Sloveniji in v svetu in kako lahko ilegalni pribežniki izkoriščajo dobroto in sistem, in ko pridejo tja, se počutijo kot gospodje in uveljavljajo in grozijo. V imenu vere je nekdo, mislim, da je bilo blizu 50 ljudi, umrlo zaradi enega islamskega skrajneža, je rekel, da je v imenu vere zapeljal in povozil par ljudi, med njimi je umrla tudi ena majhna deklica, 2 let stara, pred parmi dnevi. Kaj se dogaja v Srbiji, tudi tam so ljudje, študenti, ki intelekt, zrak, pohod, ki so se uprli sistemu, ne točno enemu človeku. In če še enkrat
vam pokažem tole sliko, mogoče zdaj, ko smo že krepko zajadrali v leto 25, ki sem jo oddala že v jeseni leta 24, zdaj razumete to množico, ta pohod, ta prehod in to, kar se dogaja na kolektivni ravni, to se dogaja tudi nam na osebni ravni. Se pravi, če imamo na kolektivni ravni zunaj vetrovno, mrzlo in jasno vreme, se lahko na osebni ravni odločim, da grem smučati ali pa moram poskrbeti, da imam dovolj kurjave. In ko smo pri ogrevanju, kurjavi, elektriki, to sem tudi že dosti, tlele v februarju je šel en velik članek, kjer se pokaže tista prava podoba leta 25, tista prava energija, tudi kako negativne sile hočejo nas čuvati pozitivne in ravno o tem bom poudarjala danes. Dobili boste seznam, bi se reklo, lastnosti negativnih sil, ki, tukaj sem na naslovnici, sicer so izbrali naslov, letos bomo priča najhujši inflaciji v zgodovini Slovenije, čeprav je revija zunaj v februarju, sem to sestavila že konec leta 24, nekje na jesen, oziroma jaz imam že za 20 let naprej sestavljeno prognozo in svoje uvide, kar vam lahko čisto preprosto pokažem v knjigi Sporočilo Zorjona za vse države Evropske unije in tudi za svet, tako da zdaj naj me pa še kdo kopira, ker imam jaz enkrat na papirju, vsi, ki me kopirajo, pač kršijo avtorske pravice. In tlele spodaj opisujem, kaj je pomembno. Ne govorim samo o mega inflaciji, govorim tudi o športnikih, katere rezultati se že kažejo. Govorim o gospodarstvu, govorim o kmetijstvu, kaj naj bojo kmeti pozorni. Jaz imam to srečo, da privlačem glih take ljudi, kar mene zanima, in privlačem kar nekaj mladih ljudi, govorim mlajši od mene, ki se že dobro zavedajo vrednot kmetovanja in kako bojo spet stare sorte zaživele, ker vemo, da letos, tako kot sem že pisala, letošnja pomlad se bo začela s poznimi pozebami, te komercialne drevesne sorte, ki naj bi nudile hiter in obilen pridelek, lahko pomrznejo in ne bo cvetov in ne bo opraševanja in ne bo sadja. To mi je žal, napačna izbira. In kaj je zdaj s temi negativnimi dušami, ki so vplivale že na propad mega razvite civilizacije Atlantide, kjer ni nikomer nič manjkalo in nihče ni imel ničesar preveč in se zdaj le skrivajo pod nekimi okoljevarstveniki. To je sicer všeč Kitajski, ki množično kuri premog, ustvarja višek CO2 in s tem proizvajajo električne avtomobile, ki jih kupijo. Oni nimajo te omejitve CO2, nimajo pač tega in lahko to delajo in Evropa kupuje in v Nemčiji pač, ker ne sledijo tako hitro prilagoditi avtomobilsko proizvodnjo na električno in tako pocen, kot to naredi Kitajska, in pa Evropa pobere ta kratko, Kitajska pa ta dolgo. In to je zlata jama za Kitajsko, ta naša okoljevarstvena zakonodaja. Tako da preden rečete, wow, jaz sem za zelene, jaz sem za zeleni prehod, jaz sem za okoljevarstveno, ful dobro pomislite, kdo je v ozadju tega. So določene organizacije, ki v resnici ne delajo vse, ne delajo vse za dobrobit tega planeta Zemlje. Če me ne vprašate, če vas to zanima, resnica je ta, da se dogaja na soncu vedno večje eksplozije in da karkoli mi kurimo, premok ali s kakršnim koli avtom se vozimo,
to je kupljunko morje, ne, da se bojo stvari v svetu spremenjale, da bojo otoplitve, ampak za časa našega življenja bo že narava naredila tako, kot je treba. Človek je pač zašel in tle je na vas, da ločite zrno pšenice od plevela. Namreč ni vse slabo in ni vse dobro. Niso vsi okoljevarstveniki zlagani in ni za to, da se topi led in da se klima segreva, tudi niso krivi samo izpusti CO2. V glavnem hočem vam povedati, ko na svet vpliva element zraka, namreč tako še zmeraj vztrajam na tem, nevarnost je v zraku, to so informacije, to so presoje, sodišča, sodni sistemi, korupcije, takrat bojo negativne, to je zlata jama za negativne duše, ki imajo svoje lovke povsod in vsem. Z izvolitvijo Donalda Trumpa, kar se nam je ena redkih lepih stvari zgodila, ena redkih lepih, med drugimi je še veliko intelektualcev, ki prihajajo na dan in pomagajo z osveščanjem, in športnikom, ki pač nosijo ime Slovenije v svet, da se jih omenja, da se ve sploh, kje smo, kdo smo, ampak to zame in zate nima nekega velikega pomena, razen če nimaš turistične agencije ali pa turistične dejavnosti, da si odvisen od reklame športnikov. No, to ima srečata Slovenija. Tako da letos ni nekega, za vsako leto posebej sem opisala, to leto je nevarnost ognja in vemo, kakšni so bili požari na Krasu, pa je bila nevarnost vode lani in vemo, kakšne so bile poplave. Tudi Soča je poplavila tle, kjer sem jaz, pa še huje je bilo recimo na Koroškem in nekje drugje na Gorenjskem. Se pravi, letos ne moram reči, da bo leto 2025 ekstremno na udaru en element, ampak reci piši, najbolj bo na udaru zrak ali veter in čustva ljudi, emocije. Se pravi, nevarnost bojo vsi elementi, ne moram povedati drugače. Se pravi, zemlja, ogenj, voda, zrak. Povem še enkrat, element zemlje je nevaren, takrat, ko so zemeljski plazovi, torej zgodaj spomlad, še maj mesec bo nevaren, da se bojo kje plazovi vsuvali. Potem pozebe, recimo vreme bo nagajalo, pomlad bo kar ne bo hotla prist, ali bojo vetrovi, ali bo preveč dežja, tudi če bo sončno lepo, ko imamo zdaj na Primorskem, je pač mrzlo in vetrovno, malček burje nekje. Tako da spet težko rečem, kdaj bo kaj lepega. V glavnem vse nepredvidljivo, kar se vremena tiče, in zelo nepredvidljivo, kar se stabilnosti v državi tiče. Razen edino, kar bo stabilno, da bo inflacija zelo visoka in tako, ko jo še ni imela Slovenija. Torej ne špara denarja v evrih, raj zamenjaj v ameriške dolarje, čisto tako ti povem po domače. V evrih pač se zgublja vrednost in pazite se teh kriptoprevarantov. Jaz imam zelo veliko ljudi poznam, ki me kontaktirajo, in to je tudi nevarnost iz zraka, se pravi komunikacija, zrak in nasedanje nekim tujcem. V glavnem bodi raj skeptičen, bolj ko si skeptičen, bolj si zdrav, ne? Več ljudi, ko vprašaš za nasvet, boljše je, recimo, ko ne, da hočeš nekaj na hitro narediti. To ni hitro, ne gre nič. In negativne duše, se pravi vse te roparji, kradljivci, vsi, ki bi radi na hitro dosegli nekaj, imajo še zadnje brce. Zakaj? Ker se ljudem naglo dviga zavest.
kolektivna in smo osveščeni, kar je spet dobro. In to mora biti svoboda govora. Se pravi, vsi ti socialne omrežja in YouTube kanali, tudi jaz ti danes pomagam z osveščanjem, da se pripraviš na prihodnost. Ti bom povedala tudi na koncu videa, kako kontakt. Zdaj pa fajn, da ustaviš ta video, da pripraviš svinčnik in papir, da se boš lahko rešil negativnih duš, preden te ulovijo v zanko. Mimo grede, ko govorimo o negativnih dušah, to je že človeštvo vedlo in za časa Franceta Prešerna, in tudi on nam je pustil čudovito dediščino. Govori v pesmi Povodni mož, govori o Urški, ki je nasedla, ki je dobesedno iskala plesalca, sicer ni volja dolgo plesati bila, ne, ampak gledala okrog kjerkoli, je videla moških slovet, hotela jih je v svoje mreže ujet. V glavnem, bila je na preži, na lovu po takih slavnih, bogatih in ga stakne na zadnje, ki bil je kos. Taj pa njo, ona, ti me iščeš, jaz te najdem, se pravi, ona je hotela njega omrežiti, on je pa njo obvladal. Kakva simbolika negativnih duš. Če hočete res strokovno literaturo o teh negativnih dušah, zdajle je modern izraz narcisoidi, psihopati, moderni izrazi so, to so bili že odskoz znani, egoisti, ampak jaz imam za to globli, bolj ezoteričen pomen za to. Govorim o dveh negativnih skupinah, to so zmaji in spremenljivci, energija zmaja in energija spremenljivca. Tako da, če vzamem najbolj tak primer negativne energije, v pesnitvi doktorja Franceta Prešerna, našega največjega pesnika, bi lahko rekla, da je on že prepoznal negativne duše, ne, in da se je šlo tlele ekstremno za simboliko, ples dveh negativnih duš, se pravi, opisuje tujca Turka, ki je v vlogi povodnega moža, spet simbolika. To je z negativno dušo vedno tragičen konec. Zato lepo te prosim, če imaš doma v službi, v sorodstvu osebo, ki je negativna duša, sem naredila cel video na to, kako, in bom tudi poslala na mail povezavo do tistega drugega videa, kjer razlagam obred, v naravo grem in pokažem obred, kako se rešimo, ker tukaj ni samo prekiniti, tukaj so čustva, se pravi, so kavli, zanke in vrvi, so trije energijski prijemi teh negativnih duš, da se ne moreš za Boga rešiti, ni tako, da mu zopreš vratam, pa čau, adijo, se ne vidimo več in pust me primer. Te energijske kavli delujejo tako, da te vedno znova potegne energijsko k sebi, in tukaj so ljudje resnično žrtve. Dobri ljudje, okuženi z negativno dušo, postanejo tudi oni delno negativni ali pa v celoti. Glejte, če imaš lepo jabolko in gnilo jabolko, če imaš gnilo zraven zdravih jabolk, bo gniloba se prenesla. In nočem, da je ta družba tako gnila, manipulativna, egoistična, zlagana, če me razumete. En gnil vodja, poglejte v svetu, se vam ne rabim govoriti v katerih državah. Ne pa pozabiti, da ima Slovenija, kot opisujem v knjigi Sporočilo Zorjona, najtežjo vrsto karme, karma zrak. To je 4. najtežja, tudi o tem sem naredila video. In tlele opisujem najtežjo, se pravi, to je, če zmoreš to, pol zmoreš vse, če pa ne zmoreš, si pa fuč. Mimo grede, tudi Nizozemska, pravijo, je tudi Holandija, ima karmo zrak, pa je tam se pravi, greš v Amsterdam, hodiš po ulici, diši po konoplji, po unih cigaretih, ki se ti blede v glav,
No, jaz ne rabim tega, ker jaz sem v transu in sem lahko zblojena že naravno tako, brez da bi sploh rabila kakršno okoli tole, kar imajo v Amsterdamu, tam po ulicah. Se pravi, ja, na en stran svoboda. Zdaj si pa predstavljajte, da si mamica z majhnimi otroki te vpraša, mama, kaj to diši? In kako mu rečeš? Se usedeš v en bar tam, rečeš otroku, dobro, boš spel en soket, se malo odpočijemo, gremo pol naprej nakupovati. In te vpraša, kaj to diši? Kako mu rečeš? Ej, to je pa droga, to ti ne smeš. Zakaj jaz ne smem, če pa tu ni zraven tam, ki jih vohaš? Mislim, aleluja. Ampak kljub temu ima Amsterdam, Holandija, Nizozemska, hočem reči, tako dobro gospodarstvo. Že obvladajo to karmo zrak, se pravi tudi trgovina, kraljevina, se pravi, pri nas tudi bi rabili enega kralja, da bi zmetal ven z parlamenta vse, ki se ne znajo lepo obnašati, da bi res naredil red, bi rekel, to je pa moja država, to pa se ne bomo tako šli, da bi bil dober in pošten. Se pravi, mi pa privlačimo tako, kot smo mi sami, vedno ljudje, pa tudi če so skorumpirane volitve, tudi če določeni volivci, volilni štabi plačajo medije, da jih propagirajo, da določene nevladne organizacije na tihem zadaj rušijo eno vlado in postavljajo, ja, volte drugo, to so vsi plačani iz ozadja. Mnogi, ne vsi, niso vsi nivoji financirani iz podtalnih. No, to je tudi dol na Trump ukinil, to financiranje evropskih, bi se reklo, teh nevladnikov, tako da zdaj so še zadnje brce teh negativnih duš. In upam, da bo čim prej konc tega negativizma na tem svetu, da bojo ljudje toliko visoko zrasli, da ne bojo več padli na filmske like. Američani so že, pa vedno smo Slovenci bili vzvišeni nad Američani, vedno smo se imeli mi smo bolj elegantni, mi bolj zdravo jemo, oni so tam na teh hamburgerjih, mi živimo boljš, oni ne vejo, kaj je zdravo, da so lepi samo tisti, ki igrajo v filmih postavni in telovadijo, da drugi so vsi debeli, zavaljeni in nerazgledani. Tako mnenje smo imeli, ampak vam povem, da ne bomo slučajno mi pozabili gledati sebe, ko bomo se toliko ukvarjali s tem, kakšni so drugi. Se pravi, bodimo iskreni do sebe, kako jaz skrbim za moj mentalni, emocionalni, fizični nivo, komu dovolim, da me vodi. A so to pozitivne duše ali so negativne. In zdajle takoj, vem, da že nestrpno čakate, vam bom točno povedala, res se reši negativnih duš, ker poznam pametne ljudi, ki nasedajo negativnim dušam. Poznam res intelektualce, ki so zvolili napačne voditelje. Lejte, nekaj morate vedeti. Prvi pogoj, da se nate prilepi negativna duša, je, da si ranjen. Se pravi, napiši, kako ustvarjamo pogoje, da se povežemo z negativnimi dušami in z njihovimi programi. Prva stvar je, postanemo privlačni tako, ko smo ranjeni. Naše rane so lahko čustvene, se pravi, smo čustveno na tleh. Če te kaj boli pri srcu in na duši, veš, da je še hujko, da bi te nogam pa roka boljela, tam saj veš, da moraš toliko cajta imeti roko, nogo v gipsu, da pol bo boljš, da se to celi, tam pa ne veš, kdaj bo boljš. To je res težko. Se pravi, smo lahko čustveno ranjeni, fizično ali pa mentalne zablode. Se pravi, na mentalnem nivoju obstajajo določeni vzorci, programi, prepričanja, ki jih so napačni, ampak človek zaradi iluzije verjame, da je to res in prav. Verjame, da je to res in prav. In živi za napačne ideale in zbere se napačno službo, nasilnega partnerja. Včasih je to iluzija tudi z namenom, da se izravna karma. Se pravi, si
se zaobljubil, da se boš nekomu maščeval v prejšnjem življenju, to je en primer, ni pri vseh ljudeh tako, ampak je zelo pogost primer, in nočeš se poročiti s tem idiotom, egoistom, narcisom, karkoli mu rečeš, ampak vseeno se poročiš in ves cajt, ja, sej bo bolj, sej boljšega ne moram najti, sej ni tako slab. Iluzija. In to narediš in pol gotoviš, kaj sem jaz 20 let živela s takim idiotom. Zdaj pa čas, da se postavim zase. On je bil tak, skratka negativna duša. Dve vrsti so, z mojega stališča so, ponavljam, opisujem jih v knjigi Sporočilo z Oriona, drugi del govorim v knjigi Akaški zapisi, Mojstrstvo duše, to je drugi del od Akaški zapisi osnove dušne matrice. Tle opisujem te negativne duše, to je po vseh knjigarnah dobiš ali pa na moji spletni strani. In zdajle vam bom po domače razložila, se pravi, prvič, ne biti ranjen. Zakaj? Negativne duše te ulovijo takrat, ko si ranjen. To so kot piranje, veš. Piranje so ribe, ki jedo tudi človeško meso, ampak te zavohajo samo, če imaš rano. Če nisi ranjen, si varen pred piranjami. Vejo, kje so tvoje rane in obljubijo ti glih tisto. Se pravi, ena boga deklica, mlada, imela 17 let, pravi, ja, da jo je očim pretepal, zahteval nemogoče, jo ponižval, zahteval ogromno od nje, tudi da je bila zidar pri hiši, pa še polnoletna ni bila, da mu je pomagala zidati in v glavnem je bil tak eksploziven, nasilen in seveda se je poročila že pri 18. Takega moža, ko je dobila, mislim, da bo še hujko njen očim. Aleluja, zdežja pod kap, bi rekel človek. Tako da, če si na tleh, no, ta je prej obljubljal vse živo, da bo imela dom, da bo verjela je, da bo boljš, šla je dobesedno zdežja pod kap. Tako da veliko takih primerov je, to ni eden in osamljen. Se pravi, to prvo se poberi gor, zberi zadnje moči, da narediš energijske vaje, ki ti jih priporočam v enem videu, ki sem ga že od prej. Imam posnetega na YouTubeu, se pravi, če si prijavljen na moj YouTube ali pa če me spremljaš v e-novicah, ti pošljem pol tudi povezavo do tistega videa, ker pokažem ta obred, ker ne gre se samo za to, da obrneš hrbet negativnim dušam in ne rečeš adijo, šef, grem iskat drugo službo, spet boš lahko prišel v isto godlo. Ker se gre za globlje stvari, da si privlačen za to, kar si, in nočeš biti privlačen za negativne duše, ampak vseeno si, ki si ne moreš pomagati. In meni je žal ljudi. Se pravi, tudi lahko dam, snemam za širšo javnost, sicer osebno je pa regresoterapija. To se pa osebno dobimo, na 3 lokacijah delam in tudi o tem sporočam, kdaj imam prosto in kako in kaj preko množične pošte, ki jih pošiljam v e-novicah. Se pravi, najprej, če si ranjen, čustveno, fizično, karkoli, se moraš opolnomočiti, se moraš ozdraviti, zaceliti, da lahko privlačiš nekaj boljšega v svoje življenje. Sočustvujem z ljudmi, ampak vsak ga opozarjam, da naj ne pada na nobene sladke besede, na nobene obljube, to je slepilo. Glejte, ljudje, ki so vedno nasmejani, to je lahko, negativna duša niso samo 2 dušni skupini, negativna duša je vsaka, ki ima svetlobno fasado, ima lahko kar, ali pa oklep, kar opisujem v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice. So tam določena svetlobna
naredi si svetlobno fasado in zgleda kot dejansko Marija Devica. Prav vsi pocukrani, sladki in tako naprej. Se pravi, pazi na mamljive ponudbe. To je prva stvar. Ne biti ranjen, da se rešiš. Druga, bodimo dobri do sebe. Če nisi dober do sebe, ne boš dober do nobenega. Se pravi, to je pozitiven egoizem. Živimo v svetu polarnosti, ker sta dva pola, dobri ljudje, slabi ljudje, iskrenost, laž in tudi dobrota, bi se reklo, ima dva pola. Eno je altruizem, drugo je egoizem. Egoizem je lahko dober ali pa slab. Bodi egoist do sebe, v tisti meri, da s tem, ko si sebe daješ na prvo mesto, ne škodiš drugim, ampak jim celo koristiš. Lahko rečeš, otroci, tako je, mamica je trudna, je delala, se me pustite v miru spat, pa se boste sami malo znajdli, grem počevat. In bojo razumeli, nauči jih, da si tudi ti vreden človek, da nisi njihov služabnik. Seveda je to težko ljudem, ki so bili dobesedno služabniki, sužnji v prejšnjih življenjih, dokler jih ne ozdravim. Človek še sam sebe ne pozna. Jaz se nočem biti tak, pa vseeno sam rečejo. Se vem, neki od nas ven žari. Človek sam sebi najboljši prijatelj, tolažnik, pomočnik. Dokaž si to v praksi, da zmoreš. Če sem dobra do sebe, ne zapravljam svojega dragocenega časa z nesmiselnimi razpravami, tanke ni nič koristnega za nikogar. Prvoščem si masažo, počitek, savno, kupam kako dobro sadje, zelenjavo, kaj dobrega, lepo obleko, da se dobro počutim. Ne vem, karkoli, grem plavat, smučat. Se pravi, imej rad samega sebe, na ta način boš antipatičen negativnim dušam. Zastopaš. In ta tretja, negativne duše obožujejo terapevte, zdravilce, mojstre luči, obožujejo jih. Zakaj? Ker one ne dobivajo energije iz božanskega vira, tako kot mi vsi ljudje, ne glede na to, a moliš, a si ateist. Če si dober človek, vedno dobivaš neko motivacijo iz božanskega vira. Ponavljam, ne glede na to, a si krščan, a si take vere drugačne ali pa nobene. Če si dober človek, pozitivna duša, si konstruktiven. Če pa nisi, moraš pa energijo dobiti od drugih ljudi in to se reče že vampirizem. Zdaj, tukaj, nekdo mi krade energijo, a po resnici povedano, sama mu jo dajaš. Sama mu jo dajaš, ne krade, dopuščaš. To je tako, kot da pustiš hišo odklenjeno, pa nekdo, ki pride mimo, ve, da je odklenjena in ti pobere, kar rabi. Ja, nisi zaklenil, nisi pozoren. Se pravi, za vse zdravilce, terapevte, mojstre svetlobe so negativne duše. Negativne duše so zelo všeč to, ker je tam čista energija in probajo, izsiljujejo, manipulirajo, samo one so v stiski, ni mar za tvoj čas in tvoja pravila igre. Se pravi, hočejo, nimajo spoštljivega odnosa, če ne padeš na njihove finte, na njihove zahteve, te grozijo, da ti bojo naredili reklamo, pravijo, negativno reklamo. Tako pošto tudi jaz dobivam. In pri meni je takole, da parkrat na leto naredim obred, kdor meni želi dobro, ne se zgodi njemu 3-krat boljše, kdor meni želi slabo, ne se njemu zgodi 3-krat slabše. In pol pa vidimo, kje smo. Tako da ne se hecati z mano in mi pošiljati negativno energijo, ker točno vem, kdo in kaj. In ogromno teh negativnih duš, ki lahko niso negativne, ampak ker so zelo v stiku, postanejo zelo v stiku z negativnimi, prevzemajo njihove, delujejo tako kot oni, se pravi, dobesedno se okužijo. Negativne duše imajo kot virus,
lastnosti, da okužijo še druge s tistim svojim negativnim sindromom in lahko delujejo zelo pozitivne, hočejo dobro, ampak v resnici niso. V glavnem v energijah, bom še naprej opisovala to, v energijah leta 25 si zapomnite, da od februarja do junija je najhuj naval in največje človeštvo na preizkušnji. V Ameriki protestirajo proti Trumpu filmski igralci. Ja, glejte, tako povprečnih filmskih igralcev, ko sem jaz videla v filmu, lahko bi bil kdorkoli, če se razumemo. Se pravi, niso glasbeniki, ki jih vidiš, da pojejo ekstremno dobro, niso športniki, ki bi zmogli ekstremne športe, ki recimo midva ali pa midve niti pomisliti ne moremo, da bi kaj takega zmogli. Dejansko niso neki vrhunski ljudje, samo s pomočjo vse te estetike jih naredijo in pač uspešne. Tu zadaj in pol oni so dolžni osebi, ki jim je pomagala do te filmske kariere, so nekako dolžni vrniti uslugo in tam se gre že za politično stranko, tam se gre že za tole, bi se reklo, korupcijo in zdaj tudi mnoge pravijo, da se selijo ven z Amerike, Bog jim požegni. Američani niso več verjeli časopisom in filmskim priporočilom, se pravi filmski igralec, TV voditelj ali ne vem kdo je podkupljen, ja, volite tega kandidata, ta ga podpira, on ga podpira, tretjega podpira. Tako da upam, da bomo tudi Slovenci vsaj pol tako pametni, kakor se že v svetu prebujajo drugi ljudje. In kaj je vprašanje v letu 25, če zdajle, se pravi, že dolgo nazaj sem to knjigo sestavljala, to sem jo sestavljala 15 let, ne, sem zbirala ljudi, v njej so tudi kanalizirana sporočila drugih, se pravi, mojih klientov, ne samo moja, in že dolgo nazaj, če zdajle pogledate dogajanje v svetu, kako se Nemčija počuti ogrožena, kaj se dogaja v Srbiji, kako Hrvati sabotirajo trgovine. Oni so se zmenili, so se zbrali, mi v te trgovine, ki imajo take visoke cene, tja ne gremo, pa tudi kupiti tistega artikla, ki ima isto ceno, kakor drugje. In množica ustvari nek premik. Dejansko živimo v času, zdajle v teh letih, ko se sprašujemo, naj ostanem ali grem. In ravno ta stavek sem pisala tle. Naj ostanem v tem razmerju ali grem, naj ostanem v tej službi ali grem, naj ostanem v tej državi ali grem, naj ostanem, naj še delam ali ne grem v penzijo ali ne ostanem pri temu načinu razmišljanja, ali ne grem v drugačen način razmišljanja, ne ostanem z vsemi mojimi bremeni, ki jih nosim v nevidnem nahrbtniku iz mnogih prejšnjih življenj in zato ne morem imeti daleč v hrib in lahkotno prehoditi naprej, ker nosim pretežke tovore, ali ne grem v drugo smer, ali ne se odločim, da odvržem nepotrebna karmična bremena. In ko bi rekli, in se osvobojen, lahkoten, brez nepotrebnih čustvenih travm, počutim boljšega, lahkotnejšega, bolj jaz resničnega, pristnega in naj zakorakam v nek nov svet, si zastavim višje cilje. V glavnem vsekakor most je ta prehod, most, ki povezuje ljudi. Vidimo, da je ta most, se pravi, ne le med Italijo, italijansko Gorico, Goricija, in Slovenska Gorica kot evropske prestolnice kulture,
kar je čudovito. Res, da so bili tle tudi incidenti, ponavljam še enkrat, tako da se mora zmeram en hudič vmes oglasiti in vse lepo pokvariti. Omenjajo Mussolinija, medtem ko Italijani nikoli niso omenili, da jih moti napis Tito na hribu Sabotin. Mislim, da je bil Mussolini za Italijane zelo dober na začetku in da je bil legalno izvoljen. Kako je bil pa Tito dober do mojih dedkov in babic, je pa že druga zgodba. Ne? Pač govorim iz osebnih izkušenj, nisem zgodovinar, če hočete. Zgodovinarja je doktor Možina, ta pravna solza, to ima kar neki video, mislim tudi na Aideja, podcast Aideja, Klemen Selakovič, se mi zdi zelo dober intervju, si lahko pač tam ogledate strokovnjaka za zgodovino, doktorja. Se pravi, v tem času pohodi v Srbiji, Slovenci podpirajo, zdaj kdo se med sabo podpira, točno vidiš, ne, kateri skrb vlečejo voditelji, ne, in kateri so samo fake podporniki ali pa fake protestniki, samo zato, ker jim rečejo, da zdaj so se pa zbudili pa protestirajo, ker že vrabci zveje, vidijo, da nekdo dela slabo ali pa ne dela nič, vse kar naredi s kakršnimi koli idejami in predlogi pride ven, so samo zato, da se cajt zapravlja in da se nekaj pokaže, aha, mi pa nekaj delamo. Tako da, ja, naj ostanem ali grem ven z te ideologije, ali je moj način razmišljanja, mentalni nivo v redu. Karma Slovenije je zrak, se pravi tudi Bosna, Srbija, Hrvaška imajo isto karmo zrak, najtežjo, četrto najtežjo. Pač tako smo se rodili in naša država je entiteta, se pravi, jaz v akaških zapisih lahko odčitam karmo določenega naroda ali pa posameznika. In ko gremo, to pač v branju dušnega zapisa, to pogledam. V tem videu te hočem še spomniti o žrtvi in agresorju, da ko si žrtev, si hkrati tudi agresor in kdor je agresor, je hkrati tudi žrtev. To so dve plati iste medalje. Torej, ne bodimo žrtve in ne bodimo agresori, da ne bomo privlačili. Če smo bolj eno, privlačimo bolj druge, tako kot sadomazohisti. Vsi so malček sado, tudi če so mazohisti, so tudi sadisti. In tle je res katastrofa. Zapleteno je. In ko se rešimo večinoma negativnih duš, takrat bomo pripravljeni na zlato dobo. Zlata doba se je že začela, ampak ne bo prišla do vseh enako. In lahko jo boš dočakala že v času svojega življenja, ali pa tudi ne. Vse odvisno od tebe, od tvoje stopnje zavesti, vse odvisno od tega, na katerem bregu si, na enem ali drugem in kam greš. Leto 25 ni neko leto, ki bi nekaj posebnega naredilo, bi se zgodilo, v glavnem je prehodno obdobje in kljub temu je leto 25 odločilno leto. Odločilno leto zate, zame, za politike, za gospodarstvo, tudi za okoljevarstvenike in za mnoge, tako bi se reklo, dobre in tudi slabe zlagane nevladne organizacije. Kaj je značilno za negativne duše, piši, tlele imam zate še 9 točk. Po 9 točkah jih prepoznaš. Prva stvar je egoizem. Negativne duše vedno dajo na prvo mesto sebe, s tem, da sabotirajo, ignorirajo tvoje želje, tvoje potrebe. Dobri so samo zase. Obljubljajo veliko, važno, da ti vse lepo obljube, to je pa edino, kar ti lepo da ti samo obljublja in samo lepo govori, naredi pa malo ali nič. Druga točka, laganje. Laganje je klasika za negativne duše.
že te, kaj sem poslušala spet enega mojstra, strokovnjaka, zgodovinarja, ko so učili komuniste, te člane komunistične partije, govori eno, naredi drugo. Dejansko so se zaprisegli, da bojo govorili eno, naredili drugo, zato da so zmedli. Se pravi laganje. Negativne duše se zmeraj zapletejo v laž in vse to pol zanikajo. V glavnem, laž je njihova klasika. Drama. V knjigi Zmenek z usodo, ki jo dobiš samo za 1 evro, če kupaš še eno drugo zraven, v moji spletni trgovini omgarden-shop.com. Se pravi, tam opisujem kraljica drame, tu so par vrst dramatikov, naredijo neko sceno, neko dramo in to je, kot da bi rekel ljudem, kruha in iger, veš, samo neke igre, neka drama, da pozornost gre tja. Sulice jeze, konstantno te streljajo z očmi, obtožujejo, jezni so, bojiš se jim pred zraven. V glavnem, kot da bi imeli skozi sabljo in sekali z jezikom, z energijo okrog in bog ne dej biti predolg v bližini takih duš, ko pobesnijo. Omejitve. Ustvarjajo nenormalne omejitve. Se pravi, tega ne moreš, onga ne smeš, kršijo človekove pravice do vseh skrajnih meja in to se jim zdi čisto normalno. Nečedni posli. Se pravi, negativne duše nimajo podjetja, delajo na črno, ne izdajajo računov, vse pri njih je, dej tako, pa na roke, pa se zmenimo, pa nič legalnega, vse je bolj nemoralno in tako naprej. Nadzor. Hočejo imeti komplet nadzor nad žrtvijo, kje si, kje hodiš, zakaj tako, zakaj ne drugače. Taktika kuhanja žabe. Se pravi, tu gre takole, žaba, kako skuhaš, če jo vržeš v toplo vodo, bo skočila ven, če jo pa daš v mrzlo vodo, pa se bo zdelo fajn in pol vodo počasi segrevaš in takrat, ko je že prevroča, žaba ne more več skočiti ven, ker je že otrpnila, že skuhana. In tako delajo z ljudmi. Na začetku pripravijo, wow, vse bleščeče in zatiskajo, da postanejo razmere nevzdržne in zdaj, ko so že razmere nevzdržne, kam ćemo zdaj skočiti ven z vode, zdaj se bomo še skuhali, ko žabe, če bo taka inflacija in če bo šle stvari v tej smeri naprej, da imajo več pravic ilegalni migranti z ne vem kje, ki so v bistvu moški, ki niso stari ljudem pa ženske z otroki, ki smo jih pač dolžni kot moralno sprejeti in jim pomagati, se pravi, to so stari ljudje, ženske z otroki, tem smo dolžni pomagati v vojni, drugim pa ne, mladim moškim pa ne, pač oni morajo braniti svojo domovino. Tako da zoperstavimo se vsem negativnim dušam, vsem, ki širijo negativni program. Se pravi, razčistimo področje našega najšibkejšega člena. V osebni karmični prognozi imate področje, kjer govorim o vašem najšibkejšem členu in dobro pogledajte, katera je vaša šibka točka. Ko sem rekla, piranje te ugriznejo, če si ranjen, ker je vaša šibka točka, tisto je treba opolnomočiti. Potem imate to je Ahilova peta, transformacija. Poglejte, katero področje sem vam opisala, to, kar ste dobili v pisni obliki, v glavnem, če niste med tistimi, ki so to naročili, pač to izvajam telefonsko, ne več v pisni obliki, ali pa, če kaj ne razumete, pišite vprašanje na mail, kje to dobite, pač to je že šlo mimo. Dobro, preberite tudi negativno karmo. Več, če ustrajaš na negativnem polu, če poganjaš kolesa negativne karme, potem postaneš negativna duša. Vse negativne duše se razlikujejo od pozitivnih samo zato, ker so sprejeli preveč negativnih odločitev tekom svojih mnogih inkarnacij. In vedi, da sta za ogenj potrebna dva, a ne tudi za toksičen odnos, strupen odnos sta potrebna dva. Nikoli ne gori samo eno poleno na ognju. In še enkrat, da ti naredim en kratek povzetek. Od februarja
25 do junija je res prihaja na dan vse hudo, slabo, vse, kar je bilo negativno in ne pozabi. Včasih je en majhen povod razlog za neko veliko stvar. Poglejmo dogajanje v Srbiji. Streha se je porušila na železniški postaji, poškodovala, umrlo ali poškodovanih je bilo 15 ljudi, mislim, da je umrla 15 žrtev. Se pravi, javni prostor, javna zgradba, streha se je porušila in 15 ljudi umre. In zdaj je prišlo do vrha. Se pravi, še enkrat govorim, to, kar sem že napisala, nevarnost prihaja z zraka. Streha je padla na ljudi. In to je zdaj povod za proteste. In koga podpirajo naši, ali pa kogar ne obsodiš, si njegov. Če ga javno ne podpiraš in odobravaš, da tako slabo skrbijo za svoje ljudi, za svoje državljane. Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji je podobno. Se pravi, kje imamo mi varnost, gasilske aparate v primeru požara? Mislim, da je čez 200 šol dobilo obvestilo, da je tam potaknjeno neko eksplozivno telo, bomba ali karkoli, na mail. In ne vem, kje je tle varnostni sistem, da bi zaznal, da je nekdo vstopil, potaknil. Kako je poskrbljeno pa za našo varnost? Kdo skrbi za našo varnost? A se more nekaj zgoditi, da se bojo prebudili? V glavnem, loči seme pšenice od plevela, zastopi, kdo ti želi dobro, kdo ti govori resnico, kdo ti se samo piha na dušo. Pazi to, kar je rekel dr. France Prešeren v pesnitvi Povodni mož, ko se konča s tistim plesom, osvajanjem. No, mimo grede, kater politik nam je obljubil, da bomo mi vsi plesali? Vsi boste plesali, tudi vi boste, mi že plešajo, okrog mene plešajo. Vsi boste plesali, tudi vi boste plesali. A vas to kaj spominja na Povodni mož in tisti ples? In kako se je končal tisti ples? Končal se je tragično, smrtjo. Čovn so videli, a Urške videl, nobeden ni več, videli so tale in konec. Negativne duše, to so v glavnem zmaji in spremenljivci so kukameloni, zmaji so bolj nasilni, sadistični, spremenljivci so kukameloni, danes so taki, jutri so taki, v glavnem nimajo stabilne energije. Rešite se negativnih duš, rešite se negativnega prepričanja. Negativno prepričanje je, se bo boljš, se ni tako slabo. To je grozno negativno. Če tako razmišljaš, vedi, da si že pod vplivom iluzije. Iluzija je slepilo in to ni dobro. V glavnem, hvala, ker me priporočate vašim prijateljem, ker lajkate ta video, ker ste naročeni na moj YouTube kanal, zato boste takoj obveščeni, tudi ko bo naslednji video na razpolago. Za prvi kontakt z mano, za prvi kontakt naročite branje dušnega zapisa, da se potem lahko pogovoriva 1 na 1 o nadaljnjem sodelovanju, verjetno o regresoterapiji. In ne pozabiti, bom na celjski sejem, za tiste, ki ste že moji klienti, imam progresijo, videli boste svojo prihodnost. Seveda moramo biti do določene mere razbremenjeni preteklosti, zaceljeni, ozdravljeni, da lahko gremo korak naprej. Hvala za vašo pozornost in upam, da se vidimo in kontaktiramo.